kogarkoli sedaj vprašamo. Toliko tikanju. Ja. Sorry, boš nezadovoljna s tem, kar ti bom rekel, bom pošteno povedal. Model. Če me hočeš ignorirati, ne boš napisal članka. Ne? Stari, rini naprej. Rini. Samo naprej. Samo naprej, rini. Če sem zdaj polomil, vsi metal puščice, tudi je mami pisala. Ne, dobro, Dobro jutro, dober dan ali pa dober večer. V bistvu je to čisto odvisno od tega, kdaj poslušate naš nov podcast Mladim se govori. Tega podcasta še ne poznate, definitivno pa poznate našega prvega gosta in to je gospod Borut Pahor. Hvala za vabilo. Dobrodošli. Veseli. Lahko vas poznajo kot nekdanjega predsednika Republike Slovenije, kot predsednika vlade, evropskega poslanca, mora biti tudi prepoznavna osebnost na družabnih omrežjih in zdaj tudi kot novega žiranta na oddaji Slovenija ima talent. Ampak jaz vas v bistvu ne bi rada spraševala samo po vaših funkcijah, ker se mi zdi, da kogarkoli sedaj vprašamo. Toliko tikanju. Ne? Ker nadaljuje, gremo naprej. Ne, lahko še enkrat. Ne moreš. Okay. Ker kogarkoli bi zdaj vprašala, kdo je gospod Borut Pahor, se mi zdi, da bi znal odgovoriti. Razen mene. Ne, mislim, da vi kar najboljš, ampak mene zanima, kdo je pa bil Borut Pahor pri 20 letih. Mogoče takrat, veste, kaj je obdobje nekega prehoda v odraslost, ne vem, iščeš še malo svojo identiteto, svoj jaz. Kdo je bil gospod Pahor? Pri 20 letih sem že zlezel ven iz nezrelosti, ki je bila značilna za gimnazijo in to so bila zamujena leta. Pri 20 sem že vedel, kaj bi želel početi, tako v študiju kot kasneje. Odločil sem se za študij mednarodne politologije, željo, da kasneje nastopim v diplomaciji ali v politiki in tako se je tudi zgodilo. V bistvu od tega, kar ste povedali, bi lahko povzela, da ste bili že kot mlad zelo aktiven, tako osebno, tudi karierno, pa mogoče tudi ambiciozen. Do 20. leta, do konca gimnazije, zato ne bi mogel trditi. Zame je bilo služenje vojaškega roka, takrat obvezno, ne? Prava, kako bi rekel, res prava izkušnja. V tistem letu sem dozorel osebnostno, razmišljal veliko, prišel do nekih zaključkov, pa tudi sicer, ne, jaz sem bil mamin sin, ne. Seveda, da me je mami tako materialno zelo razvajala, ker me ni imela s čim, ampak njena ljubezen me je varovala predvsem, ne. Tako sem se nekako počutil zelo varnega. Kasneje pa je bilo treba razmišljati o tem, da grem počasi sam v svet in sem se potem prav v času vojske in kasneje potem na faksu zares tudi odpravil v svet. Študijska leta so bila potem za razliko od gimnazijskih, ki so bila zamujena zelo intenzivna leta. Hitro po začetku študija sem dejansko, kot si rekla, bil ambiciozen, vedel sem, kaj želim. Vedel sem, da moram nadoknaditi znanje, ki so ga nekateri moji kolegi imeli, jaz ga pa nisem imel. In to sem delal s strastjo. Seveda, ker prihajam iz revne družine, bo treba delati, zlasti čez vikende, čez poletje. Ampak to sem rad delal, zato ker mi je šlo na faksu v redu. To, kar sem počel rad. In prvič sem se znašel, kar je pomembno v situaciji, ko sem nekaj počel rad, zelo rad. Takrat sem spoznal, da je uspeh skoraj da zagotovljen, če nekaj počneš s strastjo in če nekaj počneš rad in če imaš neke cilje in da jih moraš seveda tudi oblikovati. Poleg tega so bila tudi to leta nekega iskanja, ampak iskanja v tem konstruktivnem smislu, ne beganja, kot je bilo to na gimnaziji, ampak iskanja, ki je bilo zelo dobrodošlo. Tako da, ko sem končal fakulteto, sem bil nekako za svoje leta izoblikovana osebnost in mi je to zelo pomagalo potem pri startu v politično kariero. Se mi zdi pa, da v bistvu te lastnosti mogoče niso najbolj vidne pri vseh mladih. To so kar močne lastnosti za od 20 do 23 let mlado osebo. In se mi zdi,
ne vem, pa se mi poraja v bistvu vprašanje v glavi, je bila celotna generacija vaša takrat taka, da so imeli to željo in to mogoče te lastnosti, ki ste jih prej omenjali, a ste bili vi že od takrat nekdo, ki je malo izven povprečja? Jaz sem zelo previden pri nekem predalčkanju generacij, pa tudi osebnosti znotraj teh generacij. Tudi če so bili časi drugačni, so bili samo drugačni, kot vselej pač v nekem zgodovinskem loku. Tudi svetovanje mladim, kdaj in kako naj začnejo iskati sami sebe, je do neke mere lahko en nasvet, ki ga pa ne tisti, ki ga dajejo, ne tisti, ki ga sprejmejo, ne smejo vzeti kot nekaj svetega. Mlad človek, vsaj večina njih, bo kmalu razumela, da je odgovorna sama zase, da jim bo družina, družba nekaj sicer dala, da jim že zdaj omogoča, ampak na koncu, če bodo hoteli zlasti narediti v življenju nek presežek, bodo morali sebe sami najti. In kdaj, in to želim poudariti, kdaj kdo najde sebe, je zelo odvisno od okoliščin, od svojega razvoja, od emocij, vsega. In se mi zdi, da pri iskanju sebe treba biti malo sproščen. Ne biti ihtav v tem smislu, moram. Saj stari boš, sam take it easy. Ja, v bistvu se mi zdi, da včasih moraš samo začutiti nekaj, se podajati v različne situacije, ne vem, probavati različne službe, in potem lahko samo črtaš tisto, kar čutiš, da ni zate, in na to mogoče jaz mislim, da ne smeš biti preveč komforten, misleč, da če boš začel delati neko stvar, ki ti je na prvi pogled všeč, da bo to, kar to, tudi če ti bo, daj probi še kaj, kar ti mogoče ne bo, ta razlika bo zelo pomembna, da boš znal odmeriti kakšne stvari. In se mi zdi, da zlasti za mladega človeka velja, da ima ne skoraj pravico, ampak skoraj dolžnost, da pobegne malo iz cone udobja in poskuša razne stvari. Zdaj, tukaj ne mislim samo na te, ki so povezane s kariero ali pa šolo ali znanjem, seveda, tudi tukaj, ampak tudi mislim na intimno življenje, mislim na osebno življenje. Ljudje vemo, da prestopimo mejo, če vemo, kje meja je. Se pravi, je treba iti do meje, ker še kdo stopiti tudi čez njo. In če se znaš vrniti, ni nobenih težav. Tako da se mi zdi, da je mladost ena čudovita doba v življenju, so vseeno, ampak ta je zlasti, ker ti dejansko omogoča, da mogoče z malo manjšo odgovornostjo, ne brez nje, poskušaš sebe naravnati po svetu in svet po sebi. Se mi zdi, ne vem, moja mamija, ki je starejša generacija, je dostkrat uporabljala izraz mladost je norost. Ki skače čez vodo tam, kjer je vse. Tako. Se mi zdi, da današnja generacija pa ne govori več toliko tega, ker si morda, tako kot sva mogoče že malo prej govorila o tem, ne dopuščajo mogoče biti to, kar so. Zdaj, kaj vi mislite? Jaz bi bil zelo previden pri teh ugotovitvah, takih zelo ultimativnih, da je pa danes vse drugače. Seveda je drugače, se drugačen svet. Danes bodo mladi sebe iskali na drugačen način, kot so ga nekoč. Jaz nisem imel mobilnega telefona, nismo imeli interneta. Ampak na nek način smo imeli iste izzive. Tudi mene je mama naganjala od televizije, misleč, da televizija kvari moj naravni razvoj. Zdaj starši nekako preganjajo mlade od računalnika, misleč, da to uničuje njihov razvoj. Jaz sem glede tega, imam sicer po moje manjšinsko mnenje, ni to mnenje večina, ampak jaz sem zelo previden pri teh prepovedih uporabe novih tehnologij. Razumem namero, zdi se mi, da tukaj tisti, ki o tem odločajo, želijo biti tako zelo moralni in moralno privzdignjeni in vedo več od mladih, kaj je za njih dobro. Seveda do neke mere so za njih odgovorni in tudi več vedo, ampak treba je mladim pustiti, da se sami najdejo. Seveda bodo tukaj tudi težave in problemi. Ampak gledajte, če se bo do določenega leta omejevalo uporabo, bo pač do nekaterih stran poti prišlo pač potem, ko bo nekdo to starostno mejo prestopil. Tako da jaz sem med tistimi in pravim, sem v manjšini, niti ne rinem z glavo skozi, da bi poskušal svoje mnenje uveljaviti, niti me kdo potem veliko ne sprašuje, ampak se mi zdi, da
nove tehnologije prinašajo seveda celo vrsto izzivov, lahko tudi stranpoti, ampak prinašajo strašne prednosti, ki jih nobena od prejšnjih generacij ni poznala. In s temi novimi stvarmi, ki se še dodatno zelo hitro modernizirajo, se treba znati naučiti, če jih hočeš obvladati sebi v prid. Ja, definitivno. In prej, ko smo se pogovarjali o generacijah, se mi zdi, da to je ena od teh stvari, ki je nova pri tej generaciji. Absolutno. Medijske tehnologije, ki omogočajo, da se mi pogovarjamo na čisto drugačen način. Mislim, v osnovi so prinesle napredek. V osnovi. In tako kot vsak napredek, seveda lahko tudi zlorabo tega, ampak v osnovi so prinesle absoluten napredek. Pričemer se mi zdi, da smo zdaj na koncu neke dobe, ki jo je recimo prinesel internet, in se začenja nova epoha z umetno inteligenco, ki bo šla še veliko bolj bliskovito in bo imela še veliko več, bom rekel, nekih reperkusij, konsekvenc, ki jih danes sploh ne slutimo. V bistvu jaz bi se navezala mogoče na to, ko je prišel internet in vsa družbena omrežja, se je v bistvu ta dostopnost informacij zelo povečala. Gotovo se je demokratizirala. Ja. Tako. In a se vam kdaj zdi, da v bistvu ta dostopnost informacij, ker na internetu jaz imam vse, Instagram, TikTok, Facebook, vsa družbena omrežja. Se mi zdi, da je veliko več prispevkov, ki niso tako kakovostno narejeni oziroma mogoče ne predajajo mladim informacij, ki bi njim podale neko poglobljeno znanje, ampak so bolj tisti prispevki, ki zapomnejo tisti občutek lagodja ali pa veselja. Boš nezadovoljna s tem, kar ti bom rekel, bom pošteno povedal. Ko se je rodil radio, ko je svet prevzel tisk, ko je prišla televizija, so generacije, ki s tem niso odraščale, mislili, da je konec sveta, da vse to preplavlja našo okolico in nas nekako celo, kako bi rekel, vnaša nek nemir, ker se ne znajdemo več, nekje preberemo nekaj, slišimo drugo. Zdaj gre samo za to, da je vse skupaj dobilo nek strahovit pospešek. Jaz mislim, da je to vse v redu. Seveda, a misliš, da v medijskem prostoru izpred stoletja ni bilo fake newsov ali pa napačnih interpretacij ali pa pristranskih interpretacij ali pa vsega tega, kar danes vidimo. Samo da danes to vidimo na kvadrat in na tretjo potenco. Tako da jaz mislim, da ravno v tem, da se mlad človek nauči razumeti, kaj je tisto, kar je verodostojno in kaj ni, da je to sestavni del njegove zrelosti danes. Tako. Meni se tudi zdi, da v bistvu zdaj, ko sem dobila funkcijo mladinskega delegata pri Združenih narodih, se dostikrat vprašam, kako bi mladim prikazala oziroma povedala o neki tematiki v recimo Reels formatu. Se pravi, mora biti hitro, jedrnato, kratko. Čeprav sem zadnjič slišala, da se tudi te dolgi videi vračajo nazaj. Če so dobri, se. Tako. In recimo, kako bi vi tematiko, kot so Združeni narodi, predstavili v enem stavku mladem na Instagramu, recimo? Jaz mislim, da je to ne samo legitimno, ampak tudi plemenito poslanstvo, da si nekdo vzame to nekako dolžnost, kot ti imaš, da bi pač recimo OZN predstavlja širši mladi javnosti, ampak hkrati moraš biti tudi previdna v svojem stremljenju, ker tudi legitimno strani mladih, enega dela mladih je, da jih to ne zanima. Jaz imam pravico, da me kaj ne zanima. OZN ni nekaj, kar bi bilo zelo atraktivno, ali pa erotično. Ni. Je zahtevno, je kompleksno, je težko razumeti in tisti, ki jih zanima, bodo hlastali po tvoji predstavitvi. Tisti, ki jih pa ne, grem staviti zdaj za pico, da boš težko naredila take prispevke, da bojo rekli, prej mi ni zanimalo, ampak zdaj pa ona reja tako kulsko, da zdaj pa moram iti v New York pogledati stavbo na Estriverju. Zdaj, kdor je poslušal, mogoče naredim prispevke. No, če mene prepričaš, dam za pico. No, ampak zdi se mi ravno v tem, nekateri mladi imajo pravico, da jih ne zanima. Se mi pa zdi, da še vedno je morda premalo prispevkov, ki pa
dajo neke informacije, ki bi bile kakovostne. Ne vem, zato se jaz vedno sprašujem, kako predstaviti mladim, pa morda jih potem povleči nazaj na moj video, da bodo to ponotranjali. Ker OZN, ja, mogoče tako, kot ste prej rekli, ni najbolj atraktivna stvar, ampak je pa pomembna. In se mi zdi prav, recimo jaz imam 13 let staro sestrico in ko se jaz pogovarjam z njo in z njenimi prijateljicami, nimam občutka, da bi jih, ko se pogovarjamo recimo o Združenih narodih, kako pomembno je tudi to mednarodno sodelovanje, in to želimo pol tudi apelirati na to, da znotraj razreda recimo že sodelujejo med sabo, jih to ne zanima. Zakaj misliš, da bi 13-letno punco zanimali Združeni narodi? Recimo, Mogoče lahko, ne mogoče... Seveda, so mladi ljudje, ki jih to zanima in bodo, kot sem rekel, hlastali, ampak zakaj bi recimo prav... te moram vikati zdaj, kaj ti... Ne, prosim, ne. Mislim, tukaj moramo biti previdni. Jaz bi ti dal eno paralelo namesto tega odgovora. Kar tako ponavljajoče, se je govorilo, da mladih ne zanima politika in da je zato tudi nizka volilna udeležba. Zdaj so bile volitve, mladi so šli na volitve in so odločili te volitve. Pa tisti, ki so prej govorili, da niso bili zadovoljni, ker mladih ni, so bili polni zadovoljni, ker so šli ne ta pravi mladi voliti. Tisti, ki so hoteli spremembe, so šli voliti. In so odpikali svoje stvari. Ja. Kaj pa recimo, ko se glih o mladih pogovarjava, kako je s tem, a se mladim danes daje glas, ali se jim še vedno bolj govori? Jaz sem vedno pristaš tega, da si ga morajo vzeti. Ker takrat, ko si ga bojo vzeli, bodo ti iskreni, strastni, avtentični. Mislim, seveda, če boš komu ponudila kosilo, ga bo pojedel, ampak ali ga bo znal ceniti, ali bo v tem užival, je druga stvar. Če si ga bo pa vzel na nek način, če ostanem pri tej metafori, bo v njem absolutno užival. In se mi zdi, da ta pokroviteljski odnos do mladih je zelo delikatna stvar. Seveda moramo mladim predstaviti neke stvari, da potem lahko izberejo, kaj jih zanima ali ne. Ampak tukaj moramo biti previdni, da nismo vsiljivi. Ja, se strinjam. Pa tudi v bistvu zdi se mi, da mladi, kdaj kdo reče, ja, se jim mladih ne zanima, se jim mladi nimajo željo. Jaz mislim, da jo imajo, ampak veliko mladih morda si ne upa. Kaj pa bi rekel nekomu, ki bi pa šel, recimo, meni je bil zelo dober primer vaša konferenca v sklopu Friends of Western Balkans. Meni je bilo neizmerno všeč, da je bilo več mladih, tudi za vašo mizo je sedel mlad predstavnik. In kaj pa, če bi... Ne, treba je jim dati priložnost, tako bi rekel, ja. Mladim je treba dati priložnost, ampak potem pa naj sami izberejo, ali jo bodo izkoristili ali ne. Pa se vam zdi, da se jim daje dovolj priložnosti? No, to je dobro vprašanje. Mogoče bi jih lahko dobili več. Si pravim, dostikrat se zgodi, da tisti, ki daje priložnost, želi, da se potem mlad človek obnaša točno tako, kot si on želi. Če mu da priložnost, se obnaša drugače, morda celo proti njegovim interesom, bo kar hitro bil raje zadovoljen, če ga to ne bo zanimalo. In tukaj je odrasel svet dostikrat neiskren. Kaj pa je po vašem mnenju eno dejstvo, ki ga mogoče odrasli ali pa sistem še vedno narobe razume o mladih? Prav to, da jih skušajo spraviti v nek model, unificirati, da jih skušajo razumeti na en način. To ni mogoče. Mladi so tako kot vsi drugi med seboj zelo različni. To, kar jih dela mlade, je njihova biološka starost. In nekatere lastnosti, ki so s tem povezane, ampak to je bolj ali manj tudi vse. Zelo nevarno je mlade dajati v isti koš. Kako bi se pa potem vi lotili v bistvu jim pridati nasproti? Kot rečeno, jaz bi ustvaril priložnosti. Jaz ne podcenjujem, nasprotno, zelo dajem pomen izobraževalnemu sistemu. Tudi ta se mora modernizirati. Jaz nisem strokovnjak za edukacijo, ampak zdi se mi, da moramo iti naprej. Recimo zdaj te dileme, ki so svetovno prisotne, potem, ko je Avstralija sprejela neke odločitve, tudi v Evropi, o tem, kako ravnati z družbenimi omrežji in z novimi komunikacijskimi priložnostmi, te dobro odražajo to dilemo.
Jaz sem med tistimi, ki bi bil glede tega zelo liberalen. Lejte, tak svet je, v ta svet bomo vrgli mladega človeka in poskušali mu pomagati, da se bo v njem znajdel. Nisem zagovornik tega, da bi mu rekli, ta svet še mi težko razumemo, kaj šele mladi, oni so še nezreli, kakšen morda celo neumen ali kaj tako. Ne, jaz na to ne gledam tako. Seveda so tukaj nevarnosti, ampak nevarnosti so tudi, če jim preprečite. Se mi zdi, da nevarnosti, problemi, krize so prisotne v vseh generacijah, ampak kaj pa... Eno stvar bom vprašal tebe. Povejte. A je recimo sovražni govor prisoten samo na družbenih omrežjih? Ali tudi sicer v vsakdanjem življenju? V vsakdanjem življenju. Zakaj potem povezujemo sovražni govor z družbenimi omrežji? Zato, ker se hitreje širi. Tudi ljubezen se hitreje širi po družbenih omrežjih. Ja, ne samo sovražni govor. Vse se hitreje širi. Ja, je res. V bistvu se mi zdi, da zdaj po tem pogovoru najnem razmišljam o tem, da konstantno se čas spreminja in s časom naprej. Daj ne ti zdaj vzame nekdo telefon za en teden. Kaj boš rekla? Kaj bi raje izgubila, denarnico ali telefon? Mislim, da denarnico, ker imam prav gotovo. bančno kartico na telefonu. Poleg tega, ja. Poleg tega. Ja, je res. Mogoče edino problem teh družbenih omrežij ali pa telefonov, se zdaj specificirava na telefone. Kot gadget. Ja, se mi zdi, da je za nekatere to pripomoček, za nekatere pa je to lahko, pa to se bo mogoče zdaj mečkan čuden slišali, ampak prijatelj. In so oni, kakšni mladi, lahko tudi na globi ravni povezani do stvari, ki je prvotno narejena kot pripomoček. To je, mislim, da, ker tudi če ta sovražni govor prebere potem na telefonu in ima že tako ali tako neko globoko čustvo, to navezo, se mi zdi, da ga vse tako bolj prizadane. Karkoli vidi, karkoli prebere. Če mu pa nekdo reče, pa ne. Recimo, se ti zdi? Mislim, jaz zelo tukaj izhajam iz svoje sestrice. Jaz se svojo sestrico konstantno pogovarjam. Mogoče pa ravno obratno. Če ti nekdo napiše ljubim te na telefon, je to nekaj drugega, kot če ti recimo nekje na nekem romantičnem koncu reče ljubim te. Kaj bi rekla? Dobiš raje sporočilo ali da ti nekdo pove? Da mi pove, zame seveda. Ne vem pa, če bi lahko to apelirala na svojo sestrico. Ravno v tem je. A mlajše generacije jemljajo to kot pripomoček, a jemljajo to morda kot neko bolj poglobljeno čustveno navezo? Mislim, tudi zato nisem strokovnjak, ampak zdi se mi, da je pač to, kar zdaj prinaša in omogoča nova tehnologija, predvsem hitrost, razsežnost, priročnost, da je to vse tukaj, ampak zdaj govoriva tako, kot da so medosebne odnose zaradi tega čisto izostali. Niso. Če bom jaz zdaj pri kosilu, zato ker bom mogoče sam brskal po YouTubeu, to še ne pomeni, da morda ne bi raje bil s kom drugim na kosilu in se z njim pogovarjal, če bi imel to možnost. Tudi sam sem in tja opažam, da recimo tako opazujem okrog sebe, kakšenkrat v kavarni, pa sta dva in si dopisujeta namesto, da bi se pogovarjala. Vse je mogoče si dopisujete kakšne poredne stvari, pa se zelo povedati. Pa hočeš ta biti malo skrivnostna? Mislim, kako ne o njej povedajo, bo pusto kaj druga najdu. Rajši napiše. Drugač bi ratal cel kaos tam v restauraciji. To so take stvari, ki jih OZN ne more rešiti. To je med njima. Sva pa zdaj s tem zaradi heca odprla pa eno zelo resno temo. Namreč mednarodna politika se je dolgo časa vzdrževala tega, ne samo na novih družbenih omrežjih, ampak tudi preko starih tradicionalnih mainstreamov, da bi preko medijev delala mainstream politiko. Seveda se je to počelo, toda vsekakor ne tako ultimativno, kot se zdaj. Ta moč medija, kjer ti lahko recimo sporočaš ne samo svoje stališča, ampak tudi svoje emocije, to je postalo zdaj zelo pomembno razumeti. In to so dobro rekla zdaj, treba je vse skupaj tudi do neke mere razumeti. Mislim, da se premalo, tudi v šoli,
v celem šolskem sistemu, pa tudi kasneje, za starejše generacije ni več šole, ne, se premalo trudimo razumeti vse skupaj. Ne. Ni vseeno imaš Instagram, ni vseeno imaš X, ni vseeno imaš Facebook, ni vseeno kako je kaj zapisano, komu kaj sporočaš. Ne. Še vedno je tukaj neka olika ali pa ni olike. Tako, zdi se mi, da delamo veliko napako, ko zdaj z nekim strahom in nezaupanjem gledamo družbena omrežja, ko prihaja umetna inteligenca, ki bo kompletno spremenila način komunikacije. Še vedno pa bo na koncu ostal medoseben odnos, ki je absolutno bistven. Ja. Se mi zdi zelo lepo in sem tako presrečna, ker mislite tako, kot mislite, ker zdaj zadnje čase na TikToku samo opažam, da vsi negativno govorijo o družbenih omrežjih. In piše na TikTok. Ja, v bistvu, ja. Ampak točno to, medosebni odnosi so še vedno ena izmed najbolj pomembnih stvari in se mi zdi, da je pomembno, da ohranjamo to. Zdaj sem prebral nek članek v enem od časopisov, kjer se je ena gospa, ki sem omenjal neko politično temo, to je že čas nazaj, rekla, tega pahorja moramo ignorirati. Je napisala cel članek, da je treba pahorja ignorirati. Napisala članek o tem. Model. Če me hočeš ignorirati, ne boš napisal članka. Ne? Me razumeš? Ja. To so v bistvu tisti, ki mogoče pluvajo sami v svojo skledo, ko govorijo neki proti, pa naredijo to, kar v bistvu zagovarjajo. Jaz bi še vedno ostajal pri tem, da si ti svoja osebnost, svojo svobodo, tudi svojimi dolžnostmi in da vsak po svoje poskušava se v tem svetu znajti in si tudi lahko in si morava pomagati se znajti. Ne? Tako da prihaja nov čas, mislim, da bo AI tako ultimativno spremenil naše življenje, da to sploh ni še zdaleč neomejeno samo na komunikacijo, to je majhen del tega. Spremenil naš način življenja. Ne bo prvič v zgodovini, da bo neka velika revolucija spremenila praktično družbene odnose. Ja, tako da dajmo se s tem ukvarjati in dajmo o tem govoriti in ne zapirati predala, ampak dajmo pogledati, kaj je v njem in se s tem soočiti. Če nekako povzameva, je zdaj v bistvu moje vprašanje nekako, ja, digitalni svet v nekem pogledu je tisti svet, v katerega mladi vstopijo zdaj, ali je to za iskanje informacij kam na kavo, ali je to za iskanje pomoči, ali je to za iskanje nasvetov, ampak če bi se mogli odločiti, a vidite bolj to kot nevarnost, ta digitalni svet, ali kot priložnost? Priložnost. Ne brez nevarnosti. Zdi se mi zanimivo, da se recimo, če se in kolikor se kakšen mlad človek pritožuje na tem, kar mu to omogoča, ker se mogoče ne zaveda, da je to njegova konkurenčna prednost, njegov oče ali pa stari oče zagotovo. Ne more tekmovati z njim v poznavanju tega, kar ve on. To je vendarle velikanska prednost, ki je tako rekoč tukaj, na mizi. Ne? Danes mladi ljudje, če hočejo, vedo veliko več od svojih staršev. Tudi vedo, kje dobijo informacijo, če ne vedo. Ne? To je absolutna konkurenčna prednost. Ne? In v svetu, ki je tekmovalen, se tega ne sme podcenjevati. Ne? Kaj pa bi recimo meni kot mladinski delegatki svetovali, da ko se bom pogovarjala z mladimi in potem podala septembra svoj govor na Generalni skupščini Združenih narodov, kaj je tista ena stvar, ki bi rekli, da jo pa res ne smem pozabiti? Zdaj, najprej ne smeš biti presenečena, če tvoj govor ne bo svetovno odmeven. Ne? Ker ne bo. Tudi ni namen tega, da je svetovno odmeven. Namen tega, kar se gre v tvojem primeru, je, da se mladi ljudje, ki se za to zanimajo, ki imajo strast do tega, nekako socializirajo skozi te institucije. In to je zelo dragoceno. Ta govor sam po sebi ne bo spremenil sveta, bo pa tebe spremenil. In to je namen tega procesa, da tebe socializira. Ni veliko ljudi, ki v svetu danes želijo spoznati ta kompleksen, skrivnosten sistem OZN in ti imaš s tem govorom priložnost, ker se z njim ukvarjaš pred tem, med govorom, po njem, da sebe spoznaš bolj, kot da svet spozna tebe.
potem pa bo za to, če bo šla v politiko ali pa v diplomacijo, še veliko priložnosti. Kaj pa recimo bi svetoval enemu posamezniku, enemu mlademu, ki si mogoče želi biti slišan, pa morda nima poguma, ali pa ne vem, da ne ve čisto točno, kam se obrniti, kaj bi mu svetovali? Pa jaz sem tako na stara leta prišel do enega zaključka, da sta, tako se mi zdi, za osebni uspeh, tako oseben, zaseben in karieren, pomembni dve lastnosti zlasti. Ne samo, ampak zlasti. Eno je pogum in druga vztrajnost. Mladi ljudje se mi zdi, da so dostikrat precej pogumni, tega jim ni mogoče odrekati. Ne poznam pa enako veliko vztrajnih ljudi. Se mi zdi, da predvsem mladih ljudi hitro vrže puško v koruzo, če neka stvar ne gre. Če vanjo verjameš, stari rini naprej, rini. Samo naprej, rini. Mogoče delaš napako, mogoče greš v slepo ulico in rešiš slepo ulico. Ja, boš eden tistih, ki veš, da je tam slepa ulica. Drugi bo stali na križišču in se spraševali, katera pot je prava. Ti veš, da je slepa ulica. Bo šel po drugi, ki ni. Tako da ta vztrajnost se mi zdi zelo pomembna. Nisem pa prepričan, da se jo tako omenja kot pomembno, ampak se bolj govori o znanju. Pa veliko ljudi veliko zna. Da se veliko govori o talentih, veliko ljudi ima talente. O vztrajnosti, ki pa ni talent, je bolj stvar pridnosti, delavnosti, ene mentalne zrelosti, pa se mogoče manj govori. Ja. In kaj recimo, če bi vas eden na ulici ustavil pa rekel, dajte mi povedati samo 3 besede, katere mi bodo pomagale na tem svetu od zdaj naprej, katere bi bile? Razen vztrajnosti, seveda. 2 besedi zadostujeta, pojdi naprej. No. Pravzaprav zadostuje ena črka. Katera? I. I? Mislim, da v grškem pomeni pojdi naprej. Pojdi naprej. Nisem prepričan, če sem zdaj polomil, vsi metal puščice, ampak mislim, da nekaj takega pomeni pojdi naprej. Bomo rekli, da pomeni. Nisem prepričan. Iz gimnazije se tega spomnim. Mogoče se pa latinski jezik je spremenil. Mogoče. Istak se vse tako spreminja, mogoče se pa tudi latinski jezik. No, zdaj, čisto na koncu, pa da ne bo vse tako resno, sem pa v bistvu jaz pripravila eno igrco. Podala vam bom 2 zastavici. Ena je rdeča in ena je zelena. Rdeča simbolizira v bistvu pomladinsko red flag in rdeča green flag. Red flag je nekaj, čudovito, to si lepo rekla. To se zdaj pa čist preseneče, kar si rekla. Hvala. Jaz bom povedala 10 navedb in v bistvu vi, če mislite, da je to absolutno ne, red flag, absolutno ja, green flag. Okay. Tako bo ponovila. Torej, rdeča ne, zelena ja. Tako? Easy. Okay. Fake popolno življenje na internetu. Ne razumem, kaj je fake? Nepristno življenje na internetu. To je Ne verjamem v to. Aha. Kaj zdaj, če verjamem, da to ne obstaja, kaj rečem? Ne obstaja fake internet. To si pol ti. Ni fake interneta. Misliš, da je skrit za profilom ali kaj? Kaj pomeni fake internet? V bistvu, zdaj je zelo veliko primerov, ki so prišli ven, da ustvarjalci v bistvu kupujejo, ne vem, 1 uro dobrega avta, si kup fake torbico in v bistvu naredi cel svoj profil na podlagi nekih v bistvu neresničnih stvari. Kaj je neresnično tukaj? Recimo, spet, moja sestrica. Ona gleda te ustvarjalce na internetu. In ta punčka je stara 15 let, ta ustvarjalka. In moja sestrica reče, ojoj, mami, zakaj pa jaz ne moram imeti tega, zakaj pa mi nimamo tako dobrega avta, itd. In potem... Ampak to ni povezano z družbenimi omrežji, to je bilo vedno tako, ne? Ja, ampak je, mislim, ja, je bilo vedno tako, ampak po drugi strani pa ne vem, če si lahko včasih vzel telefon in 15-letnico videl, več 15-letnic videl, da imajo, ne vem, dobre torbice, narejene nohte, pobarvane lase, oziroma kupljene stvari, no. Pač tiste, ki lahko jih prirediš. Ampak dobro, to pomeni, da imajo nek odnos do življenja. Jaz nisem zagovornik
Mislim, jaz se v tem ne vidim, ampak nekateri drugi pa se izrazijo jebenti o tem. Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Ampak Kaj je zdaj fake tukaj? Nič ni fake, taki so. Meni se tudi zdi zelo pomembno, da se izrazijo. Meni se zdi to, da si zvest sam v sebi in da se izražaš ena najbolj pomembnih stvari. Ampak nekaj je. Potrošniška družba je vedno poskušala prevarati potrošnike. In jih tudi zdaj, samo na drug način. V čem je zdaj kaj novega? Ampak a je. Samo da je vse lažje, pa hitreje, pa online in tako naprej. Ampak a je to, da se recimo nekdo sekira, joj, mi pa nimamo tako dobrega avta. To so se vedno otroci sekirali. Seveda. Moj prijatelj je imel smuči, jaz jih nisem imel in mama reka, mi jih ne bomo imeli, pika. Ja. Sam nisem mogel iti na online, pa si jih ne namontirati gor. Potem je ta odgovor neutralen. Ne, bom dal zelen. Okay. Ambicija brez empatije. Okay. Mladi, ki si upajo povedati svoje mnenje. Okay. Iskren pogovor o stiskah. Ja, gotovo. Sam treba biti previden. Definitivno. Se mi zdi, da. Stiske so nekaj zelo intimnega in je treba zelo paziti, komu jih zaupaš. Yeah. Ker če jih zaupaš napačnim ljudem, si jih samo poglobil naprej. Sovražni govor na internetu. Okay. Vse lahko sam, miselnost. Vse lahko sam, lahko miselnost ali? Da si rečeš vedno, vse lahko sam, ne rabim pomoči. To mi v osnovi ni slabo, ampak je pa preveč, recimo, narcisoidno, pa bom dal rdeče. Okay. Ljudje, ki imajo cilj in vrednote v življenju. Tudi je mami pisala. Kaj? Ne, Dobro, to se meni zdi zelo pomembno. No, krasno. Človek, ki zna priznati napako. Ja. Iskrenost brez filtra. Še enkrat bom z obema mahal. Pri iskrenosti treba biti zelo previden. Okay. Iskrenost je, mislim, tvoje intimne skrivnosti so zelo, zelo pomembne. Ja. Zelo pomembne. Previdnost. Se vam zdi, da premalokrat oziroma premalo razmišljamo o tem, kaj bomo povedati? Ja, previdnost. Skrivnosti so zelo pomembne, nas zelo določajo. Ne? In takoj, ko delimo nekaj, kar je najgloblje v nas, ne, se zelo odpremo, postanemo bolj ranljivi, kot mogoče pomoč, ki utegne priti od zunaj. Ne? Previdnost skrivnostmi. Okay. In še zadnja, predsedniki ali bivši predsedniki, ki so aktivni na družbenih omrežjih. No, kakšno oceno sem zdaj dobil? Po mojem se kar zamočil nekaj. Ne, 10 od 10. Kako, če sem to kar delal? Ne, to ima vsak svoje mnenje. Okay, to kar v življenju, vsak ima svoj Kar pogled. koli bi dobil 10. Ja, to v mi bistvu, deli, to je to. Tako da, hvala gospod Pahor za vaš čas, za dobro družbo in za še boljši pogovor. Mi pa upam, da se poslušamo še naprej. Gospod Pahora bi še pomahali skupaj. Kam moram mahati? Tjale. Adijo! Čau.